Slovenščina med tujci. To je najtežje, ne? Na začetku, ne? Nove besede, sklone. Prvi 3 leta sem se naučila in pol sem začela govoriti. Izziv in nuja, koliko stanejo tečaji in izpiti, je za sistematično učenje jezika poskrbljeno? Tukaj bi se morala seveda država bistveno bolj angažirati. Učila sem jezik zaradi službe. Ful sem želela delati. Ovira ali priložnost? Italijansko ime na vratih kabineta ljubljanske biotehniške fakultete na prvi pogled nakazuje na študijsko izmenjavo ali raziskovalko na začasni nalogi. Vendar Neapeljčanka doktorica lesarstva Angela Balzano je v Sloveniji našla svoj dom in se naučila našega jezika. Na začetku sem skoraj obupala, ker je bilo tako drugačen, da sploh sem mislila, nikoli se ne bom naučila. Je veliko pravil, ampak tudi veliko izjem. Na začetku jaz nikoli nisem sploh razumela, kdaj se stavek začne in kdaj se konča sploh, ker zvok je čisto drugačen kot za italijanščino. Slovenijo je prvič obiskala po končanem doktoratu. Takrat je na fakulteti govorila angleško, saj se je nameravala vrniti domov, na kar se je odprla priložnost za resno službo. Ko je bila razpis za delovno mesto za nedoločen čas, sem se trudila, da se naučim slovensko. Moji sodelavci so vedno z mano govorili angleško in jaz sem prosila, da začnejo po slovensko, ampak oni niso, ne vem, ni šlo. In pol sem se odločila, da ne bom več odgovorila, če bodo spraševali v angleščini. In pol tako je šlo. Univerza v Ljubljani tujim študentom in zaposlenim plačuje tečaj slovenščine. V lanskem letu so zato namenili nekaj več kot 54 tisoč evrov, letos zaenkrat dobrih 45 tisoč. Precej več, lani skoraj 250, letos pa dobrih 360 tisoč evrov, pa univerza namenja modulom študijskih osebin, ki so namenjeni tujim študentom, da se čim prej integrirajo in naučijo tako slovenske kulture kot jezika. Angela si je poleg brezplačnih dodatne tečaje plačevala tudi sama. Zdaj že 3. leto uči študente, predava v slovenskem jeziku in se tukaj, kot pravi, počuti odlično. Prvi leto je bilo malo trpljenje in zame in za sodelavci, ker sem zelo počasi govorila in trajalo. Še vedno zagrabi vsako priložnost, da se udeleži tečaja. Lahko bi izbrala lažjo pot, delala kot raziskovalka, izven učilnice, a to zanjo ni bila opcija. Jaz sem imela druge ambicije in polja sem se naučila. Zadnje leta v Slovenijo prihaja več tujcev, država pa ob tem vse bolj zaostruje jezikovno politiko. Znanje jezika je ključ do zaposlitve, prebivanja in vključevanja v slovensko družbo. Koliko stane tečaj? Tečaj je brezplačen. A veliko domače naloge? To je tečaj namenjen zgolj državljanom tako imenovanih tretjih držav. Gre za program začetne integracije priseljencev, v okviru katerega se učijo slovenskega jezika in spoznavajo slovensko družbo. Je brezplačen, 180 ur in še dodatnih 60, če se pokaže potreba, krije Evropski sklad. Vsako leto je udeležencev vse več. Leta 2022 se je slovenščine v tem programu učilo dobrih 2800 oseb, letos do konca septembra že več kot 4200. Temu sledijo tudi stroški. Lani so samo za tečaj začetne integracije plačali dobra 2 milijona 700 tisoč evrov, pojasnjuje direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj. Ker manjka seveda delovne sile, v gospodarstvu je čedalje več zaposlenih tujcev, ki opravljajo različna dela in se potem vključujejo tudi v te tečaje. To kažejo tudi podatki iz Zavoda za zaposlovanje. Konec septembra je bilo v Sloveniji dobrih 5850 brezposelnih, od tega kar 90% tujcev iz tako imenovanih tretjih držav. Za iskalce zaposlitve je znanje slovenskega jezika obveza. Zavod je samo lani za tečaj namenil skoraj 700 tisoč evrov. Drug razlog za množično obiskovanje tečajev je prebivanje. Če želi tujec ostati v Sloveniji, je dokazilo o znanju jezika pogoj.
Aleksandar Širin je zaradi vojne v Ukrajini pred 2 letoma z družino prišel v Slovenijo. To bi bilo dobro, če bi naredil izpit in potem imam priložnost za pridobitev stalnega prebivališča. Do zaključka tečaja so mu ostale le še 4 ure. Sem na letalu spoznal punco. A me sprašujete? Na letalu sem spoznal punco. Tako. Če ga bo naredil v 1 letu, ne bo imel stroškov, v nasprotnem ga bo moral plačati sam. Vse razumem, ja. To ni problema. Tehnologija, da naredim stavek, je podobna. Tujci se lahko slovenščine učijo v več kot 40 krajih po državi. V zavodu Cene Štupar, ki pokriva osrednjo Slovenijo, se tečajev trenutno udeležuje 650 tujcev, pravi Primož Mušič, ki skrbi za izvajanje in organizacijo tečajev in izpitov. Vse je odvisno od zavzetosti kandidata. Kandidat iz slovanskega jezikovnega področja ali pa kandidati iz območja nekdanje Jugoslavije, recimo, da so pri tem urahli prednosti, hitreje pridejo do tistega nivoja, ko, uspešneje opravijo izpit. Da bi zagotovili večjo objektivnost, vse izpite ocenjujejo 2-krat. Člani izpitnih komisij gredo skozi zahtevno izobraževanje, pojasnjuje Katja Krajnc z Centra za slovenščino kot drugi in tuj jezik znotraj Filozofske fakultete. Pridobijo teoretično in tudi praktično znanje, mi pa vse skozi njihovo delo spremljamo, morajo hospitirati na izpitih, potem tudi mi pridemo tja in ocenimo njihovo delo, šele na to jih potem sprejmemo v to skupino, v kateri lahko ocenjujejo. Vsekakor pa morajo biti tudi ustrezno formalno izobraženi, morajo biti profesori slovenščine. Vse pravilno, vse lepo prav. Aleksandar obiskuje 2. letnik ekonomske fakultete, vendar kot mednarodni študent zato lahko pri pouku in vajah uporablja angleščino. Profesori zelo podpirajo njegovo učenje slovenščine, zato lahko kakšno predavanje zaradi tečaja tudi preskoči. Lahko pridem do profesorja, rečem, da imam tečaj, da ne boste grozni na mene. Jezni. Oni rečejo, good, ja, okej, seveda. Po skupnem evropskem jezikovnem okviru poznamo več ravni govorjenja jezika. A1 je najnižja, tako imenovana vstopna raven. Govorec na tej stopni tvori preproste stavke in je sposoben razumeti krajša obvestila. A2 in B1 predstavljata osnovno raven, tukaj sodi pisanje krajših tekstov in sporazumevanje v vsakdanjih situacijah. B2 je višja raven, na kateri zna posameznik argumentirati stališče in se sporazumeti v kompleksnejših okoljih. C1 in C2 sta ravni odličnosti, ki zahteva učinkovitega in prepričljivega govorca, ki se lahko pogovarja o različnih temah. Za stalno prebivališče morajo tujci izkazati osnovno raven, zdravniki in učitelji za delo v Sloveniji pa raven odličnosti. Angelina slovenščina je na tej stopni. Enako tudi Olenina, mlado zdravnico, je vojna, tako kot Aleksandra, prisilila v iskanje novega začetka. Učila sem jezik zaradi službe. To je najpomembnejši pogoj, če hočeš napredovati kot zobozdravnik ali kot zdravnik. Začela sem po majhnih korakih, potem 1 leto sem delala v zasebno ordinacijo kot asistentka. Samostojno še ne more delati kot zobozdravnica. V Ukrajini je že končala pripravništvo, zdaj pa čaka na odločitev ministrstva, ali ga bo morala opraviti tudi pri nas. Postanek v Sloveniji bi moral biti za mlado družino le začasen, minila pa so že 3 leta. V tem času je izpopolnila svojo slovenščino. Imamo podobne besede, ampak smisel pa razlikuje. In včasih zmotiš. Seveda je tudi težko pri dvojini. Izpiti iz tako imenovane strokovne slovenščine za zdravnike in zobozdravnike že 3 leta potekajo v organizaciji Zdravniške zbornice. Splošno učenje jezika se ni izkazalo za dovolj dobro, ugotavlja strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokoran. Postopki so bili počasni in niso zagotavljali dovolj visoke strokovne ravni, ki je nujna za kakovostno obravnavo pacientov in komunikacijo z njimi. Je bilo kar veliko težav, ker so morali kandidati pisati eseje o čebelarstvu, o nepremičninskem trgu v Sloveniji. Skratka, ni se preverjalo znanje jezika v strokovnem okolju, ampak se je preverjalo pač splošno znanje slovenščine. Zdaj v komisiji sedita 2 slovenista in 2 izkušena zdravnika. Veliko moraš vaditi doma, da bi uspešno opraviti pri komisiji ta izpit. Dobiš 2 razgovora
En je primerne razgovor s pacijentom, dobiš kakšno diagnozo ali težavo ali karkoli, pa se pogovarjaš s pacijentom. Drugi del ustnega izpita je pogovor s kolegom. V 3 letih je med 183 izpit opravilo 126 kandidatov, od tega 105 zdravnikov in 21 zobozdravnikov. Zadnja leta, pravi Pokoren, kandidati prihajajo vedno slabše pripravljeni. Sistematičnega učenja, ki bi ga za tuje delavce v zdravstvu organizirala država, ni. Je to prepuščeno njim samim oziroma delovnim organizacijam, ki jih želijo zaposliti. V UKC Ljubljana so od januarja lani organizirali tečaj slovenščine različnega obsega in težavnosti za 87 zaposlenih, večinoma medicinskih sester, v skupni vrednosti dobrih 50 000 evrov. V mariborskem UKC-ju pa so namenili 8400 evrov za 6 tujih zdravnikov. Tukaj bi se morala seveda država oziroma Ministrstvo za zdravje bistveno bolj angažirati, da dobimo v čim krajšem času ljudi, ki so pripravljeni tukaj delati. Kolikor je meni znano, se tega problema druge države bistveno bolj aktivno lotevajo. Tako privabijo več zdravstvenega kadra, ki ga, tako kot mi, krvavo potrebujejo. Sem prišel v Slovenijo še skoraj 13 let nazaj. Najprej sem prišel v Slovenijo zaradi situacije v Siriji. To je Hevidar Mustafa, nekoč učitelj v Siriji, zdaj učitelj slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito v Sloveniji. Gre za tečaj jezika na tako imenovani preživetveni ravni. Dvojina? How many? Sedna, 2. Ja? 2? Ne? 2. Ok, kaj pa množina? Bravo. 3 and mo. Prihajajo iz najrazličnejših držav, recimo Burundi, Irak, Iran, Afganistan, Sirija. Se pravi, te državljani imajo na voljo 400-urni tečaj jezika. Skozi tak tečaj je šel tudi Hevidar. Nato se je vpisal na filozofsko fakulteto, spoznal Slovence, s katerimi se je družil, kar mu je, kot pravi, pomagalo pri učenju. Močno motivacijo je imel od prvega dne. Če jaz imam v glavi, da bom ostal v Sloveniji, moram nekaj narediti. Najprej moram se učiti slovenščino, potem bo vse lažje zame. In to je bilo najtežje. Njegovo znanje je neprecenljivo, govori 5 jezikov in poleg poučevanja dela kot kulturni mediator. Govorim angleško, arabsko, kurdsko in farsi in slovensko. Edina, mufred. Kaj pomeni mufred? Ja? One person, ne? Just one. Kateri jezik vam je bilo najtežje se naučiti? Arabsko. Ker materni jezik je kurdski jezik, ne? Država priseljencem daje možnost brezplačne udeležbe na tečajih, ki jih po novem ni več treba redno obiskovati. Pogoj je le uspešno opravljen izpit. To pa opažajo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik pomeni slabše znanje. Vse skozi se izkazuje, da je seveda povezano to, če je kandidat obiskoval učinkovit tečaj, je tudi predvidevanje, da bo uspešnost na izpitu večja. Zanimiv je podatek, da na osnovni ravni je bila v lanskem letu 2024 uspešnost 77%, v prvi polovici letošnjega leta pa 64%. Prav tako je, pojasnjuje, za marsikaterega tujca čas za učenje prekratek. Za prosilce zaposlitve 1 leto, prav tako za združitev z družino. Mnogi med njimi pa ne znajo niti angleščine, kar jim ta proces še dodatno otežuje. To pa težko z njim, če pa ne govori angleško, ne? To pomeni, da sploh ni kontakta z njimi, ne? Tudi če bi imeli 1000 ur in ne razumejo nič, kaj govori recimo učitelj ali učiteljica, kaj pomeni 1000 ur, če pa ne razume sploh. Država torej plačuje tečaje osebam z mednarodno zaščito, mladoletnikom brez spremstva, priseljencem v okviru začetne integracije, kar je dobrodošlo. Hkrati pa so tujci, ki k nam prihajajo iz držav Evropske unije, pogosto odvisni od delodajalcev in lastne iznajdljivosti. Kar se jezikovne integracije tiče, so večinoma državljani iz Evropske unije tudi nekoliko bolje situirani, bolje izobraženi in se izkazuje, da vseeno nekoliko lažje potem tudi dostopajo do tečajev in so predvsem bolj iznajdljivi pri tem. Slovenci smo, kot pravi, do svojega jezika čustveno naravnani. Jezik ne predstavlja le komunikacije, temveč kulturno identiteto, vstop v družbo, sprejetost. To so občutili tudi naši sogovorniki.
Slovencem je prijetno, če ti pogovarjaš na njihovem jeziku. Zelo spoštujejo, kdaj tujci se naučijo. So zelo veseli vsi in tudi ne morejo verjeti, da jaz lahko govorim slovensko. Učenje jezika je dolg proces, zato bi jim država morala ponuditi dovolj časa, spodbudo in predvsem sistematično učenje, tudi tistim, ki prihajajo iz razvitejših držav, da so lahko čim prej v službah in integrirani v družbo, ki jih polno sprejema.